Danes smo 30. oktobra in danes je končno čas, ko Lucija ne bo več spala na tleh. V glavnem, po 2 mesecih spanja na tleh sem končno naročila posteljni okvir. In kdo drug mi bo pomagal ga sestaviti kot moj oče Janez. Moram reči, da sva res delala kot ekipa. Mislim, predvsem je Janez delal, jaz sem pa zraven gledala in komandirala. No ja, kdaj sem tudi zašraufala kakšen šrauf, če me niso pri tem ovirali moji dolgi nohti. Lahko se pohvalim tudi s tem, da znam brati načrte. Tle na sredino, tle zato, da bo tale vmesna lajšta nosila une druge lajšte. Kva? Kva? Reba, še. Tam bomo eno težo, skaj povedala, da kako piše. Tako. Vsi, ki poznate Janeza, veste, da se rad malo poheca. V glavnem, pojsla je bila že skoraj narejena, jaz sem bila ful navdušena, Janez je imel pa še en kup dela, da je to vse skup še šraufu. Ampak nad skrbeti sem mu dajala moralno podporo. In pojsla je bila 1, 2, 3 sestavljena. Bi se ob tej priložnosti iskreno rada zahvala mojemu očiju Janezu za vso pomoč. Živ. Danes smo 12. novembra in zima is here, people. Ne bom rekla, da je lik zima. Excuse me, my light just broke. Hello? Oh. Ne mislim, da je zima v smislu, da je mraz, ampak to, da je noč ob 4 popoldne je. In glede na to, da danes nimam nič takega za delati, sem se odločila, da bom končno uporabila tele okvirje, ki jih imam že 3 leta in vse moje polaroidne slike, ki jih imam. To so slike še od preden sem šla vmes, slike iz aviona in sem rekla, da bi naredila tako en kolaž slik, da bi to lahko obesila v mojo sobo. Moram si naštimati kakšno fajno muziko, tako sproščujočo, pa da vidimo, če lahko zrihnem tole, da bo vsaj malo dobro izgledalo. Prvi korak je bil, da sem fotke razdelila na tiste lušne oziroma tiste malo manj lušne. Tukaj sem še mislila, da imam fotk preveč, ampak se je na koncu izkazalo, da jih imam še skoraj premalo. Na to sem si nekako sprobala zorganizirati postavitev samih vrst in stolpcev. In kot lahko vidite, mi prva postavitev ni bila všeč, zato sem naredila še eno. Zatem pa sem samo še vse nalepila na belo stran papirja. Ok, tole gre čist prepočas. Dajmo ga zavrteti malo hitrej. Oh my god, a sem delala to zdajle 1 uro? Ja. A je bilo vredno? Absolutely f***ing yes. A imam še toliko slik, da moram še eno narediti? Ja. A bom to naredila zdajle? Absolutely f***ing yes. Malo bom mogla spucati tale okvirček. Bili so v Mari 2 leti, tako da. With a knife. Open with scissors. Ne, šetno se vse bom previdna. Samo da vidim, kje se to sploh odpre. 160x54x43. Svašta. Imamo to. Kako pa se to odpre, drugače kaj? Najbrž to ni ta prav način, ampak delam to da.
res težko, ej. Masivna. Našla sem tudi načrt in če si iskreno, it's long. A je to v večjih jezikih ali ne? 22 korakov, tole je zadnji korak. Stari pojšla ni imela toliko sestavnih delov, kakor jih natale. Na začetku sem bila res optimistična, pa sem pa dojela, da bo treba poklicati pomoč. Kaj je? Oči, Kaj? a mi prijaš pomagati sestaviti? Moj oči Janez ta trenutek nažalost ni imel časa. Dober, jaz sem že vse razštelala pa razstavila. Ja, upam, da noš kaj pogabila. Ajde. Ajde, čau. Mi je pa na to naslednji dan z največjim veseljem na pomoč priskočil moj bratec Rok. Šalim se, mogla sem ga 3 ure prepričevati, ampak sva uredila. Moram priznati, da je bila sama gradnja omare zelo zakomplicirana, kljub temu, da sva sledila načrtu. Je pa res, da je moj brat Rok zelo izkušen in pravi mojster, tako da sva v roku 1 ure vse zrihtala. In jaz mislim, da je to zdaj moj najljubši del sobe. In to je to, bom čisto kratka. Upam, da ste uživali v tem vlogu. Moram reči, da sem ga snemala po mojem 5 tednov, oziroma vse skupaj, ker itak nisem kupila vsega naenkrat. Renovating with Lucy is finished. Mogoče vas vzamem zraven še pri kakšnemu drugemu projektu in to je to. Upam, da se vam je lepo, pa se vidimo v mojem naslednjem videu.